Lepo pozdravljeni. Ta teden smo poslanke in poslanci v Bruslju, kjer se pripravljamo na plenarno zasedanje Evropskega parlamenta naslednji teden v Strasbourgu. Eden izmed najbolj pomembnih dokumentov naslednjega plenarnega zasedanja bo po mojem mnenju razprava in glasovanje o uredbi o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom. To, da je uredba in ne direktiva, pomeni, da bodo zahteve iz tega dokumenta začele veljati takoj po celotni Evropski uniji. V primeru, če bi bila to direktiva, pa bi morale države članice te zahteve prenesti v lastno zakonodajo. Verjetno se še vsi spomnite plinske krize, ki je bila v začetku leta 2009 povzročena s tako imenovanim ukrajinsko-ruskim sporom. Takrat so mnogi Evropejci in Evropejke zmrzovali, recimo tisti iz Bolgarije, kar zagotovo ni dobro. In prav tu se izkaže, da Evropa svojim načelom solidarnosti lahko marsikaj izboljša, lahko ljudem pomaga. Seveda pa moramo biti za to pripravljeni in prav zato se ta uredba tudi sprejema. Hkrati je Evropa čedalje bolj odvisna od uvoza plina in tudi notranji trg na tem področju čedalje bolje deluje. Zaradi tega moramo seveda tudi delovati usklajeno, da lahko ljudem v primeru izrednih dogodkov tudi ustrezno pomagamo. Eden od ukrepov, ki jih uredba predvideva, je tako imenovano zazankanje. V primeru plinovodov je namreč bilo v glavnem tako, da so ti potekali od proizvajalca plina pa neposredno do uporabnika. Z zazankanjem pa želimo dobiti nek sklenjen krog, kar pomeni, da ima tudi uporabnik možnost, da plin uvaža po različnih poteh. Zato je seveda potrebno zgraditi več infrastrukture, se pravi več povezav, hkrati pa tudi omogočiti, da bo pretok plina možen po plinovodu v obeh smereh. In to omogoča oziroma to bo zahtevala ta nova uredba. Poleg tega se z uredbo zahteva tudi obvezna ocena tveganja. Po uredbi bo tudi bolj jasna odgovornost za zanesljivo dobavo plina, odgovornost recimo industrije, odgovornost držav članic, odgovornost Evropske komisije. Hkrati pa bo z uredbo tudi oblikovan načrt preventivnih ukrepov in načrt za izredne razmere. Uredba natančno določa, do kdaj mora biti ta načrt pripravljen in kaj vse mora vsebovati.